Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Neposredno. Kot vsaki torek vam poskušamo v tej oddaji predstaviti zanimive ljudi iz naše regije, tudi iz Slovenije, ne nazadnje. In posreči se nam, da tu in tam ulovimo tudi veliko ribo, nekoga, ki ga ni potrebno posebej predstavljati. Zato mi je osebno veselje, da lahko pozdravim med nami Gorazda Žilavca, igralca. Gorazd, pozdravljen. Najlepša hvala. Malo si me presenetil z najavo, veliko ribo. Dobro, hvala. Najprej, da se bova tikala, drugo pa takoj. Ko v Google vtipkaš Gorazd, že ven vrže kot prvi najdeni, torej je Gorazd Žilavec. Aha. Ja. A to že, se pravi, si med Gorazdi, oziroma v Sloveniji, prvi med možnimi zadetki. Ali je to že neko vrsta priznanja? Ja, moje je. Google vse ve. Google vse ve in če bi bil drugi, tretji, bi te dal na drugo, tretje mesto. Ja, smo se pa nekaj časa nazaj pogovarjali, slučajno, ne vem, kako se je naneslo, mislim, fejst redko nanese, oziroma prvič je naneslo, da smo 3 Gorazdi bili skupaj. Naš tehnik iz Drame Maribor, pa Gorazd Jakomini, s katerim igrava Pod svobodnim soncem eno dramo. In smo rekli, čakaj, malo 3 Gorazdi, to je... Mislim, da se vsem 3 prvič zgodilo, da sta še 2 Gorazda bila zraven in smo ugotovili, da je Gorazd zelo nepopularno ime danes. Je pa bilo mogoče pred 50 in tu ravno hočem reči, ja. S svojim imenom, če se identificiraš kot otrok, ga slišiš, potem premišljuješ, ali bi se preimenoval, zakaj so mi starši dali ravno to ime, a pa Gorazd, to bi jaz rekel tisto kleno, slovansko ime, ki je močno odzvanja. Nikoli nisem imel proti tebu imenu, si bil, da je redkejše, da je slovansko, da je... Ko smo se začeli pogovarjati o mojem imenu, ko se spomnim nazaj, se pravi, sem bil nekje, malo pred osnovno šolo ali pa v vrtcu še, ne? Kako to, da ste meni Gorazd dala in sem vprašal? Pa je rekla mama, veš, kaj tako smo se enkrat nekaj pogovarjala, pa se nam je Gorazd zdelo fajn, pa smo šla malo raziskovati, takrat, če ni bilo teh elektronskih, in je to staro slovansko ime. Tako da, dajmo mi najnemu sinu, če bo sin, niste še vedela, da bom, če ne bi bil Andreja, dajva slovensko ime, oziroma naj se vidi, odkot smo, zakaj bi to skrivali. To se mi zdelo fajn. Če bi me pa takrat vprašal, kaj bi si dal sam za imena, bi si pa dal od prve Borut. Tudi, ne? Zdaj me bom vprašal, zakaj. Bom vprašal, zakaj. Nimam pojma. Ampak tako se mi je zdel Borut. In pa sem jaz šel malo iskati v osnovni šoli in je Borut, ja, tudi slovansko ime. Izgleda, da meni osebno se zdi to zelo fajn, da se ve, odkot si. Da nisi Sven, ali pa, ne vem, či nisi Šved. Sam imam na nek način germansko ime, ki ni toliko tudi v Sloveniji popularno, kar pa v tem področju ga tudi različno naglašujejo, vendar nekako sem se zadosti poistovetil z njim, mi je pa vseeno všeč, če izraža tudi tvoj prostor, iz katerega izhajaš, kar to pomeni, da se identificiraš s tem kulturnim okoljem. Zato je pa moj priimek podoben, Goršak, Gorazd, Gorab ali pa Gost, ne vem kaj, etimologija, ampak po moje je že važno, da se dobro počutiš v tej koži tega pač osebe, ki je dano to ime, ker ne nazadnje to, ne vem koliko si vraževeden ali ne, ali pa koliko je to vpliva tudi ta zven besede, pomen besede, ko te vedno znova z tem imenom nekdo naziva. Recimo gostuješ tudi dosti v tujini, imajo težave tam z izgovorjav tega imena? Ja, zelo. Zelo. Že, če gremo južno od Kolpe, kar nekaj gostovanje, vsako leto gremo ali v Bosno, Srbijo, tudi na Hrvaško, in tam, ko rečem Gorazd, kako? Vedno moram ponoviti. Je pa ena zanimiva stvar s tem mojim imenom, da smo delali koprodukcijo z Kamernim teatrom Sarajevo, ko sem še delal v gledališču Koper, in sem se predstavil, ok, dobro, naslednji dan pa mi pravijo ti Bosanci, Grozdane? Grozdan. Meni? Kako si? Gorazd. Gorazd. In Grozdan, sem rekel, dobro, može i Grozdan, ne?
In delamo čez 3 leta z enim srbskim teatrom iz Novega Sada in isto meni prvič Grozdan, jaz čakaj malo. Čist različni ljudje. Res? Grozdan, sem rekel, a je srbsko ime Grozdan? Ampak nekako jim je Grozdan šel, je kaj gorast grozdje, ne vem, ampak grožđe. Ne vem, to mi je bilo zanimivo, da čist različni ljudje so isto ime mi dali, a to v njihovem okolju ne obstaja. Tako da, če mi zdaj kdo reče Grozdan, se nasmehnem, pa se spomnim na... Pravijo, da ko smo otroci, pa se nam razvija ustna votlina, pa jezik, pa te mišice, smo predisponirani oziroma določene besede lažje izgovorimo od drugih, pa ne. Zato je tudi jezik pozneje se teže učiti, ker enostavno nimaš teh refleksov. Zato nekako bi pričakoval, da v slovanskem prostoru je to zaporedje GRZD, kar se včasih težko sliši za koga, ki ne izhaja iz teh prostorov, za izgovoriti. In seveda potem prihaja verjetno do kakih zamenjav zaradi lažje izgovorjave. Ne vem, razmišljam, Češka, Slovaška, bolj to zanimiva etimologija, v glavnem. Gorazda. Ajno vprašanje, kako bi si ti dal ime, če bi si sam dal ime? Bernard mi všeč, kar pomeni recimo na nek način močan ali pa trdan ali kot ber, kot medved. Ne vem, da so bolj take postave, in medvedi so mi nekdaj zelo všeč. Tako da priznam, da v svojem spremembi imena na ta način niti nisem toliko razmišljal, ker mi je bilo, da jih ni dosti, da nisem kak Franc, recimo. Poznam očeta, ki je dal sinu ime Franc, imaš najpogostejše ime v Sloveniji in 2 v družini sta celo Franc. Mislim, tako da mi je bilo všeč, da so to ime dali, tudi moja mama je Bernarda, pa ne zdaj, da se to spet prenašalo zaradi tega. Ampak etimologija nekje zven, jaz sem to, kar tudi pomeni, ta malo živalskosti ali pa mi je bilo všeč od nekdaj. Se pravi, zadovoljen si s svojim imenom? Ja, veš, takrat se pogovarjali, ko si mlad, so ti heroji, vzori prek televizije, jaz sem malo starejši, ampak recimo, da izhajamo, ko smo še tudi gledali Črno-belo, si še gledal ne, ti več ne Črno-belo, pa še Črno-belo. In tam neki John Wayne, pa to, sicer ne, da boš ti John Wayne, da boš John, ampak kako tako, ne vem, tudi, ne vem, Patrik ali pa, ne vem, od domačih, recimo prav slovanskih, je recimo tako, so se tudi že sam imenoval pod svobodnim soncem ali svobodnim, recimo nek istok, ko je tak, tudi vzhod, z istoka vzhod, to je že bilo nekdaj všeč. Zanimivo je, ko si rekel pod svobodnim soncem. Vsi imamo to v glavi nekako, da je svobodno sonce. Svobodno. Ampak v resnici je svobodno, pravilno. Pozanimal sem se pri lektorci, ko smo delali za to. Zanimivo, ker pa na nek način zdaj ti arhaizmi, ti ostanki starih časov, ker gotovo ta prostor je bil zelo na prepihu. Tu si imel vplive iz ogrskega, iz germanskega prostora, južnoslovanskega, seveda tudi iz tega bolj vzhodnoslovanskega. Nekaj časa je bil tu celo ideja, da bi imeli z Slovaki most, takrat po prvi svetovni vojni, da bi ostala neka povezava med slovanskimi narodi, od Slovaške sem dol do Prekmurja. In tu je dosti anekdot, jaz sem enkrat rekel v Bratislavi na enem srečanju, glejte, moj kolega, ko smo prišla z enim iz Ljubljane, narazumi, kaj je to cintor. Zdaj pa cintor. On je rekel, pojma nimam, kaj je to cintor. Potem pa se Slovak oglasil, pa je rekel, to je pa graveyard, pokopališče. Sem rekel, kako pa potem ti veš, da je to pokopališče? Ja, pa rekel, tako pri nas govorimo. Tako da mi imamo neke arhaizme in tudi to, svoboda, svobodno. Mogoče z tega, ja. Ko si omenil Bratislavo, bili smo na enem gostovanju v Bratislavi in smo se trudili govoriti, ne vem, angleško, pa ne znamo mi slovaško, oni ne slovensko. In smo ugotovili po enem drugem pivu, da je najboljše, če govorimo vsak svoj jezik počasi. Jaz sem bil edini Prekmurec v tej skupini gledališki in sem ugotovil, da če pa jaz počasi prekmursko govorim, pa me 98% razumejo. Tako da nekaj je. Nekaj je med Slovaki pa Slovenci. Ena teorija
nepreverjena, jaz sem totalni amater v tem, mislim, sem jo slišal, da bi naj bili isti narod, Slovenci pa Slovaki, in je Attila Bič Božji nas potisnil na sever, pa malo na jug. Nepreverjena informacija, pa je, ko so delali avtocesto pomursko, tu po Prekmurju, in prej so šli arheologi malo pač še pogledati, in pa je, da bi naj našli, pravim, to je nepreverjena informacija, slišal sem jo, nek arheološki dokaz, da sta bila res dva naroda to. Ta dva naroda, en narod, Slovaki pa Slovenci. Ne vem, zdaj, totalno amatersko si jaz to predstavljam, kot da bi pol vaze bilo v Sloveniji, pol pa v Bratislavi, pa oni so bili na tem področju. Tako da, tudi če gledaš recimo semantika, zastava, grb, fejs podobno, tudi postaviti, ne vem, barve. Mi smo edini narodi, ko sebi rečejo, da so Slovenci, ne Sloveniji. Imel sem tam, ko sem prej delal na Kozjanskem, so prišli študenti arhitekture in je ena Slovakinja bila, pa je rekla, pa kam me tako ljudje čudno gledajo, ko po terenu hodim, pa vprašajo, odkot sem, pa rečem, jaz sem Slovenka. Točno tako je rekla Slovakinja, jaz sem Slovenka. Ti si Slovenka, da tudi to ime v sebi. Kolikokrat se zmotiš, ko recimo z Ikeje gledaš, da videla pa slovenski. Ne, to je slovaško. Slovinski, Plus tega, tudi genetske raziskave, zdaj, ko delajo, ko so to dosti lažje ugotovljivo, da je z nami včasih, vsaj del Slovencev gotovo ima več genetske sorodnosti z temi Slovani, kot pa prav z južnimi. Ampak to recimo, niti ni zdaj mene toliko pomembno, včasih se mi zdi ta zemljevid Velike Moravske, sem gledal, ko smo ravno naši kraji, tu nekje mislim, da do Drave je segalo, da smo še bili pod Veliko Moravsko. Ampak to bi bilo zanimivo v zgodovino iti, vseeno naj si ti predmet današnje oddaje, gledalci, kot so ugotovili, se tikava, tudi ne bomo rekli, da se bo samo zafrkavala, zato tudi in uvod in to tili medmeti, ko jih imava, kaže samo to, to spontano sproščenost, ko želim, ti si nazadnje bil tudi prvak improlige, oziroma improvizaciji. Ampak to bo naslednje vprašanje. Pred tem vprašanjem je pa to imel. Pred leti, se še jaz spomnim, je bila zelo popularna monodrama Glumac je glumac, Zija, da verjetno veš. Sokolović, Sokolović, legenda, mislim, da je 500 000 ljudi videlo to monodramo. In sem dosti krat že takrat razmišljal, to je tak nek banalen naziv, Glumac je glumac, mislim, kaj ne vem, dan je dan ali pa ne vem, voda je voda. Potem sem pa razmišljal, ne. In zdaj bi bilo pod vprašanje, glumac je glumac. Ali je želel s tem povedati, da ko si enkrat igralec, si to 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ali si kdaj si gorast, kdaj si pa tisto, kar ljudje te poznajo po komičnih, resnih vlogah, do tega pa še tudi prišla, ali je mogoče on hotel s tem nekje namigovati, da težko gre da je vedno v drugi kuži nekoga drugega, da je igralec tisti, ki se navzven manifestira, prezentira kot vedno nekdo drug. Jaz s tem to želel povedati ali kaj drugega? Zdaj, kaj on hotel povedati? To je tako poezija. Dobra predstava je tako poezija. Vsakemu ista pesem nekaj drugega pomeni in si vzame tisto, kar mu je bliže ali pa kar ga intrigira. Ampak jaz bi odgovoril na ta del vprašanja, če si ti vedno drug ali pa kot igralec. Je res, da si 24 ur igralec. Domov nosiš delo s sabo. To ni recimo kot če bi izdeloval nek izdelek, nek predmet, pa ga na 3/4 narediš, ga pustiš v delavnici, greš domov, pa jutri bom pa polakiral, pa zalepil, pa bo pol cel izdelek. Žal ali pa na srečo, ne vem, nosiš s sabo poklic domov. Mi smo na vajah, v gledališču in delamo nek prizor in ne vem, režiserja ne ve, kako bi se ga lotila in ok, bova malo razmislila, dobro, in ga jaz domov prinesem. Domov ga prinesem, tudi recimo, če pripravljam kosilo, če vozim otroke na trening, nekje zadaj, nezavedno mi meljejo možgani. Zato v bistvu je 24-urni poklic. Ne zdaj, da bi nas to obremenjevalo.
ampak tak je. Jaz potrditev sem dobil recimo pri projektih, pri predstavah, ko so deljeni, mi pravimo deljen študij. Se pravi, začnemo nekje v začetku maja, pa do konca junija delamo, ali pa začetek junija, pa do konca junija delamo, pa gremo na dopust, prijemo nekje v sredini avgusta nazaj v gledališče in nadaljujemo projekt in je v septembra premiera. Verjemi mi, noben igralec, ko gre na dopust, ne nese sabo tekst, pa se ga tam uči, razen če, ne vem, res imaš, ne vem, 30 strani monologa, da monodramo delaš, ne? Vede ne razmišljaš o tem. Si na dopustu, se imaš fajn, nekaj delaš doma, pol si na morju, ne vem, kjerkoli. In prijemo mi nazaj in ti je avgusta dosti bolj jasno, kot pa junija. A vmes nisi zavedno delal. Tu, jaz pravim mali možgani, v malih možganih, čeprav mislim, da so mali možgani center za ravnotežje, ampak tu zadaj ti melje. Podzavestno ti možgani meljajo, se ukvarjajo s to vlogo. Ne? Tako da to je 24-urni poklic. Je potem celo na nek način osvežilno ali pa zaželjeno, da gre neki slavni igralci prav načrtno potem že, to je cena slave, ne, da grejo na dopuste ali pa v neka okolja, ko jih ne prepoznajo. Ko vidijo to komunikacijo ena na ena, človek na človeka, koliko se krati v Sloveniji znajdeš v družbi, ali si rekel, hodiš tudi na roditeljske sestanke ali v trgovino ali ne vem, ven na pico, karkoli, ne, ali me zopet vidijo kot Gorazda Žilovca, znanega igralca, ali sem tu lahko samo kot navaden gost. Kolikokrat čutiš, da je to v tebi, ne vem, moteče, ali kolikokrat se zaznaš v sebi, da bi si želel, ne, tu pa bi rad bil samo jaz sam, mislim, kot Gorazd. Jaz sem že od malega si želel postati igralec. Res, že mislim, da v osnovni šoli fejs zgodaj in zdaj sem igralec in sem vesel, sem zaljubljen ta poklic in jemljem to kot, da je del poklica. Če te nekdo prepozna, ne vem, sem v trgovini razmišljal, kaj bi vzel. Bi vzel te puter ali bi vzel raši ovoga, kaj je bilo. Se opravičujem, se lahko slikamo, ne? Tisti moment, ne zaradi putra, bi rad bil sam, ampak z veseljem sem mu slikal. So me zmotili, ampak z veseljem sem mu slikal, ker to gre zraven. Po mojem bi bilo fejs hudo, če se do zdaj še niti ene ne bi me dotaknil, pa rekel, se opravičujem, gledali smo vas, ne vem, v predstavi, ali pa gledali smo vas po televiziji, a se lahko slikamo z vami. Če me nihče ne bi, se pravi, mojega dela noben ne pozna. Tako da, vzamem to kot, a te moti, a ne, ne moti me. Je pa res, da te včasih zmoti, pa bi rad bil sam sabo, ampak okej. To zdaj pustimo, boš pol puter zbral, se slikamo, hvala vam, da gledate in je to. Ker, seveda. Pa recimo na dopust, ne? Z ženo najrajši hodiva v Grčijo na Kreto, eno vas, kjer je 200 ljudi, z turisti vred, ene Slovence so do zdaj srečala, ki pa niso gledali, je biti sosed, tako da smo bila, zdravo, vi ste Slovenija, fajn, gremo na eno pivo, smo pivo spili, pa so šli. In to je to. In to je res mala rada, da si pa tam resno, mi rečemo, da si na vegetaciji tam. Knjigo odpreš, uzo si natočiš in vegetiraš cel dan. To je potem res sprostitev za igralca, ker je naš igralski poklic kar izčrpavajoč. Tako si prej rekel, ali ena na ena, ali ti si vedno z gledalci. Ti si za gledalca tam. In se razdaš. Če si pravi igralec, po srcu se moraš razdati. Vsak večer. Pa pozabiti malo na nek problem, ki je tik pred predstavo se ti pojavil, ali pa si izvedel nekaj tik pred predstavo, ti odigraš tam zato, ker so oni kupili karto, pa ne zaradi denarja, ampak si kupili karto, oni so mogoče prišli 150 km, se pripeljali in ne bi bilo fair, da bi rekel, danes se mi pa ne da, ali karkoli. Ne poznam igralcev, ki bi rekel, danes mu pa malo z rezervo špilo.
To je eno od ključnih vprašanj bilo, ki sem ga imel na nadaljevanju pripravljenega, ker vsi poznamo, imaš slab dan, dober dan, včasih si poln energije, včasih te ziritira že, ne vem, promet do službe ali kakorkoli. In zlasti, ko veš, to, ko si omenil, ne, da komputer kupuješ, te nekdo tam slučajno vidi in sej veš, tega sem se dotaknil. Jaz sem želel, da z tem svojo igro se dotaknem ljudi. In težko je potem reči, glej, zdaj pa ti moraš razumeti, najprej se te jaz hotel nek vtis svojo igro pustiti pri tebi, zdaj, ne, to je cena za to. Ampak ti boš vsaki večer, ko igraš, se želiš zopet dotakniti, ampak včasih, to je ravno, kako najdete ta motiv, kako greš preko tega, danes imam slab dan, danes ne vem, če sem si dobro zapomnil besedilo, ne vem, ker v tej situaciji še nisem bil. Ker to mi je res fascinantno, ker jaz lahko računam pri sebi, da bom imel nek nastop, če se na njega pripravim, pa če se po njem lahko regeneriram, pa če ga nekaj časa spet nimam, ker vzamem to kot izziv in ga poskušam čim boljše spraviti skozi. Ampak ti, ko imaš na teden toliko pa toliko predstav, ne vem, pa je večer ura, pa kako se razdaš, to, ko si rekel, odkot ta energija, iz česa izhaja? Po moje to Sam z ljubeznijo prosto do poklica, ne, ker imaš slabe dneve, pa... Ena beseda je, ki jo bom zdaj povedal, trema. Ne? Ja. Vsi, ko slišimo trema, je ojoj. Ne? Zdaj, eni smo bolj tremaši, eni manj. Jaz sem tremaš. Jaz imam pred vsako predstavo tremo in to je občutje v človeku, prav v telesu, kad čutiš tudi v želodcu. Butterfly, včasih reče, da ti ja, ne samo v glavi, ki ni nelagodje je to. Ne? Ampak ta stvar ti pomaga, da se sfokusiraš na eno točko. Isto imajo športniki tremo. Sem se pogovarjal z njimi? Ja. Ampak to je nujno potrebno, da se ti sfokusiraš na, se pravi, na ta prizor, potem na onega, potem in je zdaj predstava. Nekako probamo odložiti kot en nahrbtnik nek problem. Koliko se da? Koliko se da? Eni so problemi, joj, pozabil sem nastaviti uro, pa bom dobil listek mogoče, ko sem napačno parkiral. Ajde, so pa tudi življenjski problemi in ga ti nekako moraš pustiti pred odrom oziroma v zaodrju in ko stopiš na oder, ga ne neseš. Jaz mislim, da je ta trema, to stanje glih, da te sfokusira, da ti pomaga. Ne? En primer sem se zdaj spomnil, mogoče leto pa pol nazaj, moj kolega iz Mariborske Drame je odigral predstavo. Jaz že z njim nisem opazil, da bi bilo karkoli narobe. Mogoče je malenkost nekam drugam šla energija, ampak vse v mejah dogovorjenega, prizor je laufal med nama, super vse, ampak ko sem ga pol videl, sem rekel, kaj narobe? Je rekel, ja, sestra mi je umrla. Rekel, ja, tik pred predstavo sem se. Pa je odigral. Čakaj, oprosti, kaj? Je rekel, ja. Je dolgo bolehala, ampak meni je bilo, evo, zdaj mi mrlinci grejo. Sem rekel, moje sožalje najprej, pa moje čestitke, ko si to spelo. Je rekel, glej, kaj pa naj? Za njo sem igral. In je bilo ono, veš, to hočem povedati, da sem zdaj še bolj prepričan v to, kar sem prej povedal. Fokus je tu. Ok, jo bomo pokopali, sestro. Zdaj sem tu za igralce, potem pa spet padem v svoje življenje. In jaz mislim, da je to, da to moramo igralci negovati, pa čuvati, pa se tega moramo držati, da večkrat me vprašajo, kdaj stopiš iz vloge, koliko časa rabiš, da stopiš iz vloge. Ko se prekloniš, moraš stopiti iz vloge. Ker če ti vlogo živiš naprej, radiš šizofrenik. Ja. Če bi še ti 2-3 ure ali pa 2 dni še bil, ne vem, v Ojdipu, psihiatrija, pucanje, veš. Pucati se. Tako, prav obstajajo tehnike, ti si naredil AGRFT, da so vas mogoče prav učili tehnik, kako so predlagali ali je prepuščeno vsakemu sebi, da to najde? Spoznavali smo razne tehnike, predvsem čisto na začetku. V prvem letniku vem, da smo imeli prvi semester, se pravi prve pol leta študija, sproščanje, ne? Mi pa si, daj bomo špilali, daj, kaj zdaj? Daj bomo špilali. Je rekel, čakajte. Čakaj malo najprej. Najprej mi moramo se spucati, da lahko se naložimo, ne? In zdaj, ko nazaj gledam,
je bilo to nujno potrebno. Moja mentorja vse 4 leta igre sta bila Janez Hočevar Rifle, pa Dušan Jovanović, režiser. Žal zdaj tudi velike ribe. Preminul, ja. Ni bil najlažji študij, ker je Dušan bil ta balkanska strast. Je v Srbiji rojen, mislim, da z 10 leti so prišli v Slovenijo, ampak je v njem ta srbska strast in je on, mi smo mu rekli, da je žival, da je zver, pa je rekel, ja, saj moraš biti, A prav strastjo na nek način. Strastjo. In on je bil tudi zelo grob v besedah. Ampak potem, ko si razmišljal, si rekel, ja, to je to, kar nam je hotel dati. Ti moraš biti strasten, da lahko greš skozi vse to. Najprej se pa moraš spucati. To je pa bil Janez Hočevar Rifle, je rekel, gledajte, najprej moraš ti sebe spoznati, do sebe biti popolnoma iskren, ampak do onih najbolj temnih kotičkov svoje duše, spucati to, da lahko nalagaš like. Danes Ojdipa, jutri Hamleta, pojutrišnjem Richarda III, ker to je sama psihiatrija že skoraj, ne samo psihologija. In mi se ukvarjamo dnevno z praktično psihologijo, ne svojo, s psihologijo lika. In to je to, kar te izčrpa. Če se vmes ne spucaš, če ne narediš, jaz pravim, ventil ne odpreš, pa naredi evo do tu, ne samo pa naprej. Se že tudi dogaja igralcem, da se jim odpela, da imajo psihične probleme, glih zaradi tega nepucanja oziroma nepuščanja lika na odru. Ti ga moraš na odru pustiti, ok, tu me počakaj, ko pridem spet na oder, zdaj pa sem gorast. Ja, ga lik konzumira, posesa. Recimo vem enega, ko je menda, zgodbe so, da je igral Drakulo. Zdaj ne vem, ali je Vincent Price ali pa... Jaz sem za Kinskega slišal, Klaus Kinski. Ko je spal celo v Trugi, v krsti, ali pa, se pravi, Christopher Lee pa to, ali pa, ko so žrtve tudi uspeha na nek način, dolgo čakaš na preboj, potem pa pride nek lik, v katerem si uspel in se tudi težko sprijaziš, da bo zdaj mogel ga pustiti, pa mogoče zopet tvegati, da ne bo nekaj časa uspeha in si tako fiksira na tisti uspešen lik. Poznamo dosti igralcev, ki nikoli potem, ko jim je uspel nek lik, oziroma da so bili na srečo v nekem filmu ali drami, kjer je bil tisti lik zelo znan, da so si tako trdno uklepali tega, da so kar ostali poistoveteni tudi privat z njim. Jaz vem, tam dosti igralcev, recimo iz Prijateljev ali pa kakšni komiki znajo tudi biti, ali pa ne vem, ki so pozneje nikoli niti niso dobili teh vlog, ki bi odstopali od tega. Zdaj sem gledal eno Sandro Bullock, ki jo vsi imamo, ne vem, kot neko lahkotno komedijantko, zdaj sem gledal v eni karakter in izredno težki vlogi in jo je briljantno odšpilala. In vsi so rekli, halo, zakaj ni do zdaj že? Recimo, meni najbolj fascinanten igralec je Christopher Lloyd. Mnogi bi rekli, Back to the Future, znanstvenik. Ali pa Taxi, serija Taxi. Zakaj mi je najbolj fascinanten? Ker je on v vsaki stvari, ko sem gledal, v vsakem izdelku njegovem, ali je to bil film ali serija, mi je bil drugačen. Ampak ne drugačen, nekako fizično sem ga drugačnega videl. Ko sem gledal en film, pa čakaj malo. Po ne vem, 10 minutah gledanja njega se počakaj, to je Christopher Lloyd. Veš, da od znotraj naredi drugačen lik od norega profesora, od onega zdravljenega junkija iz Taxi, stare serije ameriške Taxi, ko je prav drugačen in zato moj cel ves poklon njemu, ker je vedno se mi temu rečemo, cone ugodja postavi ven. Se pravi, zdaj ti imaš nek lik, ki ga cel svet pozna, Mr. Bean, Rowan Atkinson isto, kapo dol, zdaj pa Mr. Bean, pa je to. Ne, jaz sem ga gledal, Inšpektor je igral v eni miniseriji
Kriminalka. Krimi serija, raziskuje umor, jaz ga nisem prepoznal. In sem prav pazil, zdaj en gib ga bo izdal od Mr. Beana, te njegove, ne. In to je meni, to je zame velik igralec, ki iz cone ugodja gre ven. Ne, pa jaz tu znam igrati, bom pa to špilal 30 let, pa čau. Saj v Črnem gadu je tudi bil izjemen. Se pravi, ceniš to kameleonstvo, oziroma da se preleviš lahko tudi, da slečeš kožo, pa greš v nekaj drugega. Ja, da greš v psihologijo in z psihologije greš v lika tega. Sem gledal, zdaj je naslednje vprašanje. To pomeni, ne vem, če sem bral kakih znanih virtuozih na klaviru, violini, karkoli, umetniki, vedno rečejo 10% talenta, 90% garanja pa tega. Je to res? Ja. Ker to, kar pripoveduješ, ni za vsakega, ne more biti 10%. Je potreba, če hočeš biti tak igralec. Ne rečem, da ne bi naredil neke karijere, pa da te preživlja, tudi če imaš 10% samo talenta. Ampak za te, ko jih meniš, Christopher Lloyd, sicer on znane družine igralske tudi, ampak ali je, vseeno mora biti nekaj več pridobljenega kot 10%? Jaz mislim, da to je malo napačno razumljena izjava. Ja. 10% v tem, ti si igralec in moraš imeti talent, da se znaš preleviti, vživeti pa tako naprej. In zdaj vzemimo, ti si igralec in zdaj gremo delati en izdelek, ki se mu reče drama, v kateri igraš. 10% je talenta, 90% je pa dela, da to ven prineseš. Zdaj razumem, če bi bilo 100% talenta, ti sploh ne bi na vaje hodil. Bi samo prišel na predstavu, pa bi odšpilal. Ne zdaj, da 10%, tisti, ki imajo 10% talenta, so lahko igralci. Ne, 100% si igralec. Razumem to logiko. Zdaj pa v tvojem izdelku, filmska vloga, gledališka vloga, recimo, je 10% talent, ostalo pa moraš garati. Da ti ta talent lahko podpreš. Oprosti, primer, recimo, igral sem v Jančarjevi drami Klementov padec. Klement Jug, odličen tekst in tam sem igral enega študenta, enega niti ne prijatelja njegovega, se pravi, eno manjšo vlogo, ampak jaz sem o alpinizmu prebral 7-8 knjig, pa videl 10 filmov, pogledal, a jaz Prekmurec. Kar mi je res dol visi, da greš nekam gor plezat, da pol moraš še dol priti, pa priješ gor, pa vidiš naslednji hrib ali pa goro. Ampak jaz sem, to je teh 90%. Jaz sem moral razumeti psihologijo alpinista, pa se probati v alpinistično glavo pretihotapiti, da se bolj znal, kaj govorim, pa znal pravilno plasirati tiste tekste, ko smo se midva z tem igralcem, ko je Klementa Juga igral, lahko kot dva lika, ki sta zavzeta alpinista, strastna alpinista, lahko pogovarjala. To jaz mislim, da je mišljeno s tem. 90% sem delal, 10% pa sem potem... Pa to bi tudi verjel, ker na nek način ne gre, da ti so to... kako bi rekel, to paleto sposobnosti, ki jih moraš imeti, lahko nadoknadiš samo s trdim delom. Tudi posluha ne moraš kar tako pridobiti, če ga nisi imel. Ampak tudi kaže pa vendarle na to, da če želiš pa res biti umetnik, pa se bo dotaknil umetnosti, ker ne gre, moraš vendarle biti tudi najprej obrtnik. Jaz, ko sem gledal slikari, so razumeli pigmente, kako so jih trli, katero mineral vzeti ali pa kakorkoli, potem platno, kako se suši, kako se napenja, potem kamen, ta se tako tleše, drugi bo razpočil, karkoli. Se pravi, ti moraš vendarle, da lahko greš potem v umetnost, ti moraš biti garač na tem osnovnem levelu, osnovnem nivoju, biti dober obrtnik v svoji stroki. Definitivno. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ti da samo obrt. Talenta ti ne more dati. Talent ti da Bog ali energija. Se pravi, ti se rodiš s talentom, na akademijo prideš, če imaš talent, zato so sprejemni izpiti, se popularno reče, oziroma v resnici je pa to preizkus nadarjenosti, igralske nadarjenosti.
Se temu reče uradno in to je to. Oni te preizkusijo, pravijo, ok, Sploh ima material, talent, bo lahko na tej šoli se učil. Bo lahko spremljal proces, kako je na tej šoli. In na šoli, ki se reče Akademija za gledališče, se pa uči obrti. Se pravi, tehniko govora, Prekmurci imamo to dosti dela. Pa ne samo Prekmurci, vsi, tudi Ljubljančani. Ne? Vsak ima neko svojo tehniko govora. Gib, gledališko petje, to so vsa področja 4 let, non-stop smo mi to imeli. Ne? Razvijaš obrt, se pravi, da se znaš obrniti, da znaš iti vzvratno, pogledaš, aha, ni lukne, ni omare, grem nazaj, vsak zna iti nazaj, ja, samo še tekst moraš govoriti, pa biti psihologija. To je obrt, to se nauči vsak. Ampak prideš pa, če imaš talent na to akademijo, ne? To je isto, kot če bi ti imel, najbrž, ne vem, nisem slikar, kipar, ampak imel žilico za barve, za oblike, ne bi pa znal, kako se z letom zdaj udari, da ti kos marmora ne poči. Ne? Se pravi, oni se učijo z leticami delati, da potem lahko prevelik nos naredijo, ki simbolizira ne vem kaj. Ne? Mešati barve, da potem lahko naredijo Sej, recimo ti veliki renesančni umetniki, sej za Da Vincija, mislim, da so celo v enem filmu prikazovali, da je šel krast trupla, da jih je seciral, da je razumel, kako potem mišice, konture. Zdaj pa popravi, mene je tudi nekdaj fascinirala ta filmska umetnost, zlasti seveda prek gledališča, se bo v to mogoče primerjavo naredila, ampak igralec sem slišal to definicijo, da dober igralec se loči od poprečnega, da že svojo prezenco izpoveduje, da ni treba kompenzirati z neko silovitostjo grimas ali pa gibov, da že tista, ne vem, subtilna mimika obraza, ne vem, loči že ali bo ali ne. Jaz mislim, da recimo, zakaj si ti tu tako prepoznan ali pa zakaj si tudi že zahtevnejše vloge prevzel, videl sem tudi malo po internetu, ker dejansko, ne da ti laskam, ampak malo je fizionomija telesa, malo je to tudi ta umetniški tisti navdih, ki ga nosiš s sabo, da ti ni treba, ne vem, se pretirano truditi, da bi bil sposoben tisto, ne vem, se v občutenje, v tisto vživeti in ga tudi izražati, tako se ti rekel. Ta, se pravi, ta prezenca, ne z pretiranim glumaštvom, da bom zdaj dokazoval, da sem dober igralec, ampak že tisto, ne. V igralstvu, po moje ne samo v igralstvu, ampak za igralstvo vem, obstaja en izraz manj je več. No to je to. In to je zlato pravilo. Če pride pravi pogled od tu not, ti si lahko samo za enega, ki bi zdaj iz Marsa prišel pa gledal, bi bil ti samo na odru. In najmočnejša igra je, če ti samo stojiš, brez trzljajami in poveš nekaj in publika naredi. To je to. Ti lahko, mi pravimo telovadiš, manj telovadi, samo povej. Jaz učim tudi na Ljutomerski umetniški gimnaziji in ogromno krat to slišijo dijaki. Samo povej. Samo povej, ampak misel mora biti zadaj. Potem imamo, jaz učim recimo predmet gledališka improvizacija in tam imamo eno poglavje džibriš, latovščina po slovensko. To si tu dober, ja. In to ni ampak mora biti zadaj misel. Ti proces gre tak, jaz tebi hočem nekaj povedati, možgani prevedejo v en kod, ki se mu reče slovenščina, jezik pove slovenščino in ti imaš obraten proces. Dešifriraš to in mi daš. In to je isto, mora biti isto zadaj. Zadaj mora biti, vprosim za malo spil, isto moraš ti povedati, samo pač z drugim kodom. Ni to francoščina, ni japonščina, ampak je latovščina. In to je to. Če je zadaj močna misel, ti lahko sam poveš. Celo
Kontra je, če se ti zadereš na odru, ubil te bom! Je manj močno, kot če te gledam in rečem, ubil te bom. Ujeb. To so te. Enkrat smo pač morali v srednji šoli pri slovenščini brati neke vloge, pa je meni bila dodeljena ena vloga, pa sošolki druga vloga in enkrat jaz moram reči kurva, ne. In potem pride čas, ko to povem in se rekel kurva. In samo se oziroma malo tišili glasu, ne, tako se rekel, ali pa podobno je oprosti, tudi se opravičujem gledalcem, ne, ampak ne bom rekel, ne, ko se tisto vulgarno reče, da mu bom nekaj v srbščini, ne, na ta način, če rečeš, smo je mali, to je tisto celo kolegi, ne, aj si sve. No, ko sem v vojski bil, enkrat je pa rekel tisto to počasi, ti bom, on je znoro, ne, ker je videl iz dikcije, iz tona, zdaj pa je resno. In ga je hotel tam naskočiti, smo ga preprečili, da verjetno bi ga ubil, ker je drugače rekel, pa gre za isto frazo, ampak drugače povedano. Zadaj je bilo drugo. Čisto drugo je bilo. In se je dalo to drugo slišati. To drugo se je dekodiralo kot tako. Točno to je naloga igralcev. Da tisto, kar je med vrsticami napisano, odšpilamo. Ne tekst, ne igraj teksta. Podtekst igraj. To je spet en igralski izraz. Špile podtekst. Mi se lahko pogovarjamo o vremenu, po tekstu, po črkah. V resnici pa se pogovarjajo marsikaj. Saj zato so Angleži recimo ta small talk razvili, ker ne samo to, da se razvija neka konverzacija, ampak ti da daš na mehek način čutiti tudi drugemu sogovorniku, mogoče kako se ti počutiš, ali si, torej, če je na pol oblačno, ti rečeš, kako je jasno sorazmerno, to vidijo, ti si pa danes verjetno dobre volje, ne? Ti to med vrsticami uspeš sporočati. Zdaj bi prihajal recimo ti znani, ker tu bi rad igralci sporednico med filmsko pa mogoče gledališko umetnostjo Laurence Olivier, ne, Richard Barton, Peter O'Toole ali pa tudi Michael Caine, ko so govorili, v tej prezenci, ko so govorili, on tudi govorijo, njihov glas, njihov stas, njihova tista dikcija, to ni nekega, tako so se prej pogovarjali, pred snemanjem burkaštva, Woodvilla, ne vem, slapsticka, ne vem, Buster Keatona, če glih Buster Keaton je bil silno zanimiv, ne. Moj najljubši. Jaz ga na začetku nisem cenil, samo poznaj, ko zoriš, pa vidiš, pa to je bilo noro, to je bilo fenomenalno. To je moj najljubši igralec nemških filmov. Prvi je Charlie Chaplin, ni bil slab. Buster Keaton. Je tudi tebi, no, ker je nov, kar skozi to sporoča. No, v glavnem, zakaj je tako malo igralcev, ki so uspešni dramski, gledališki igralci na odru, tudi filmskih igralcev. Vse te se, recimo, omenil, Laurence Olivier ali pa Richarda Bartona. Enkrat sem bral o Olivieru, ko je rekel, povabili so ga v Hollywood. On je najbolj znan, pa Shakespeare, to Hollywood. In je šel tja in je prišel nazaj in rekel, ne gre. To ni igra, to je... Sej Hollywood niti ne skriva. Da ni, on je rečel film industry. Filmska industrija. In če bi morali dati, najbrž tudi je, pod Ministrstvo za industrijo Hollywood. Ne Ministrstvo za kulturo. Ker tudi, ko sem se pogovarjal z temi, ko so bili v Hollywoodu ali pa ko so imajo bolj vpogled v to, so vsi rekli, ti dobiš kot režiser filma, ti dobiš navodila in ta navodila moraš izpeljati. Se pravi, mora tako biti, jaz bi pa zdaj malo dal, da je malo tako. Ne, ti si dobil navodila, si zelo dobro plačan, to moraš izpeljati. Ampak malo bi umetniško delati. Ne, če hočeš umetniško delati, idi v Evropo. Zato jaz recimo ne maram Hollywooda, ker je vse naprej znano. Sva že dva, Začetek je, zaplet je odličen, prvi 20 minut, potem pa veš, da bo eksplozija, da se bosta fejs sovražila, na koncu bosta zaljubljena. 22 do 25 sekund pred koncem je katastrofa, pol pa čudežno happy end. Zakaj bi jaz zdaj 2,5-3 ure življenja podaril nečemu, kar me ne bo zadovoljilo, kar ne bom odnesel
sabo naprej v življenje ali pa razmišljal o tem, ker vem, kako bo naprej. Zato sem ljubitelj recimo evropskega filma, skandinavski je. Razen finskega ne razumem. Ne. Finskih filmov ne razumem, drugače pa švedska, norveška, danska kinematografija mi je number one, številka 1. Sploh, se strinjam. Se pravi, ta odločitev ne bom rinil toliko v slavo, bogatstvo, ki bi mi ga nudila industrija, je ravno v tem, ostanem igralec gledališčnih karakternih vlog, tudi zaradi tega, ker je več umetnosti tu, oziroma tam je zelo malo, tu je pa, zdaj pa če so pri umetnosti, ker je to glavna poanta pri gledališču. Kaj ta umetnost, misliš, da daje gledalcu, kaj sporoča? Kaj hočem reči? Moj profesor mi je rekel, da je v bistvu so vsi poglavitni etični postulati že na najlepši način ljudstvu dani skozi, ali svete knjige, vendarle pa tudi skozi visoko umetnost. Se pravi, ko ti nekje uprizoriš zločin in kazen ali nekaj podobnega, da ti tudi moralno učiš oziroma sporočaš nekaj, kar so vrednote, kaj niso. Da ti najdeš tiste življenjske situacije, ki jih ponazarjaš življenje v nekih okoliščinah, ki jih ti vsi auditoriji ne more v svojem življenju videti, doživeti. Oni jo lahko tam podoživijo, če se vživijo na odru in iz tega ven potegnejo iz tiste situacije, katero sami nekoli, da bodo doživeli. Ne? Jaz mislim, da je to energija. Ti priješ v gledališče in vidiš živega človeka pred sabo. Zdaj govorimo o dobrih predstavah, o dobrih igralcih. Ne? In ta energija, ko ti vidiš, da pred tabo igralec Švica joka, solze mu tečejo, veš, da to ni zares, to je dogovor. Ti, ko karto kupiš, grem v gledališče, veš, da ne bo Žilavec v resnici si prerezal žile, pa da bo izkrvavel, čeprav krvavim, ok, to je barva, ampak ti to vzameš za kup in vidiš, s kakšno energijo Žilavec ali pa kdorkoli pač prezentira ta lik, ta dogodek. Ker če patos umiranja vseeno vidiš, mislim, da je to energija, ker če ti pa gledaš na platnu nekaj posnetega, se te dotakne. Mene dosti manj se film dotakne kot pa živa predstava. Jaz mislim, da je to velika prednost, ta neposrednost. Direktno grem do vsakega gledalca, tudi do tistega na zadnjem balkonu, v živo energijo. Sta del istega miljeja, istega medija, istega okolja. Ni zdaj, ne vem, ono pred 10 leti posneto, pa zdaj prek, ne vem, kina projicirano na platno. Ti si del te, tako lažje se vživiš. Pa tudi, če vidiš, ne vem, da se na filmu zgodi, ne vem, kaj z človekom, z likom, še vedno veš, da je posredno lahko montaža, efekti in tako naprej. Na odru pa je resnična energija. Se pravi, ne moraš blefirati, avtentičnost tistega tvojega umetniškega prikaza je otipljiva. Samo tako, navezal bi na to takoj vprašanje. Kaj tebi potem na koncu predstave večje poplačilo, večje zadovoljstvo? Sam čakaš odziv auditorija, gledalcev ali nek dotrajni občutek, ki ga imaš? To sem pa dobro speljal, pa mi je vseeno, če so... Mislim, da je miks. Najprej sebe izprašuješ. Cel čas sebe izprašuješ. Si verjamem? A si jaz sebi verjamem? Zdaj, ko imam tam monolog in jokam, a sebi verjamem, a blefiram. In če sem jaz zadovoljen, je pa zdaj druga stvar. A je to prišlo, tako sem jaz čutil, do gledalcev. Potem je to še bonus, ampak ti moraš najprej to je pa ta največ, kar se ti lahko zgodi. Oboje. Da si ti zadovoljen s svojo igro danes zvečer in publika reče bravo. Ali pa naredi to, ali pa se drži za trebo, kar si tako nasmejal. Ker nasmejati človeka je dosti težje, kot pa ga razjokati. In zdaj, če gledava, kaj je več vredno, tragedija ali komedija, jaz pravim, da je oboje.
je na istem nivoju. Na akademiji sem se v prvem letniku skregal z enim profesorjem, ki je zagovarjal, da je tragedija višja zvrst od komedije in sem rekel, ne, če bom zdaj tiho, prvi letnik sem bil. Super, fenomenalno rad bi končal, pa naj govorijo kakoli, samo da jaz končam, pa bom igral. Sem rekel, ne, če bom zdaj tiho, se bom do konca življenja sam sebe rahlo sovražil ali pa jezen bom na sebe. In sem rekel, ne, jaz se pa s tem ne strinjam. No, in sva se imela, 1,5 ure. On je meni hotel pokazati z dobro tragedijo pa slabo komedijo. Sem rekel, ne, govoriva o dobri komediji, dobri tragediji, ne. In potem sem bil na izpitu 2,5 ure. Na koncu leta, kaj mi je zameril malo, ker sem pred celim razredom, ampak sem rekel, ne, dobil sem 6. Komaj, sem rekel, super, fino, to je meni 10. To je meni 10, zato ker sem stal za tem, ker sem že takrat verjel in zdaj samo še bolj verjamem, ne. Nasmejati ali pa ganiti publiko na koncu predstave, pa ti biti zadovoljen. Ja, to je problem. To pa sam sebi. Ker na nek način, ena od definicij zdaj k umetnosti, ne, da se ga dotakneš, da se ganeš, da v njem nek pri tistemu, kateremu to je namenjeno, nek odziv notranji, ne, da to ponotranji, ker zakaj je potem lahko komedija podcenjena? Ker lahko služi zgolj samo kratkočasenju, se pravi zabavnemu preživljanju tistega časa, vendar ni nujno, ker lahko skozi komedijo pa ti sporočaš nekaj, kar je drugače, teže, kako je zapakirano tudi važno, ker neko etično sporočilo, nek moralni nauk, neko, ne vem, pogled na svet, neki svetovni nazor, ne, če bo ga z grmenjem in gromenjem in z neko tragedijo in s strašnim patosom, bo lahko takoj neka mogoče obrambna reakcija. Skozi neko tisto prijetno ali pa skozi neko komično situacijo, pa ti mogoče lažje nekaj celo sporočiš, kar bi drugače bilo težje. Zato so, na primer, na misel mi prihajajo te rabinske metode, judovski rabini so, zakaj imamo židovske vice? Ker so pogruntali, da ti marsikaj lahko v obliku vica zapakiraš. Ti se boš smejal, ne, ampak v tem smejanju boš ti tako, ne, opala, ja. Komedija je najbolj, se mi zdi, komedija je lahko najbolj direktna. Ja. V sporočilu, bravo, ja, tako. Če se vzaj face grob, to je lahko šakom v glavo, bi rekli Srbi, ne? Ti se smejiš, v resnici te je pa... Čakaj malo, to sem jaz. In pol te še od zadaj upali. In to je kvalitetna komedija. Čisto enostavno je prepoznati dobro komedijo. Ko greš domov, pa vzameš plašč pri hostesah, pa se oblečeš. Če od takrat naprej več ta komedija ni s tabo, je slaba. Če pa ti neseš domov, pa še 2-3 dni ali pa x časa o njej razmišljaš, je pa dobra komedija. Se pravi, tako me je sprostila, da sem bil bolj dovzeten, pol me je pa... Odpreš... Pa me je v želodec boksnila, ne? To razmerje med razmišljanjem in smejanjem se počasi spreminja. Ker če ti greš pa, tako si prej razlagal, ne, da je gromenje pa hrumenje, če si ti tak, boš težko dobil udarec v trebuh, kot če si tak. Če sem zdaj malo metaforičen, ne? In komedija je glih naloga, dobre komedije je to, da te sprosti, da imaš čist mehek trebuh, pol pa s polno pestjo dobiš noter. V trebuh in rečeš, eno uro sem se sam sebe smejal. Čakaj malo. In ta čakaj malo je zmaga. Je zmaga, ja. Je zmaga gledališča. Je dejansko tako, smisel celo. Se kdaj naješ vloge, te katera že tu? Ne. Moj rekord odigranih ponovitev je 208. Križano gor. Doktor Podmus. Burka, Iztok Mlakar je napisal, z njo smo tudi zmagali na dnevih komedije, 208krat špilali in 208, ko sem jo špilal, sem z istim užitkom špilal kot prvič. Prvič itak si je trema pa premiera, ampak ko smo se malo že sprostili, pa v primorščini je bila še to, jo. In smo v primorščini govorili in to se spomnim, 208, trema,
manj kot na začetku, ampak še vedno trema pred predstavo in še vedno na koncu nasmejali smo publiko, ker je res bila kvalitetna burka. Res, burka, kvalitetna, po večkrat smo v isti kraj prišli igrati. Se pravi, to nam je povedalo, da ljudje so večkrat... Iztok Mlakar je rekel enkrat, veš, kaj zadnjič me je ena družina v Novi Gorici srečala, v Novi Gorici smo igrali prek 50krat. Se rekel, koliko milijonov prebivalcev ima Nova Gorica? 50krat, mislim, da 53krat v Novi Gorici. In je rekel, zadnjič me ena družina sreča in je rekla, kdaj bo spet, zdaj mogoče veste, kdaj bo Doktor Podmusker, ko je napisano, je že razprodano, pa tako težko, vedno tako težko karte dobimo. Je rekel, kako vedno? 4krat smo že šli gledati. Je rekel, 4krat isto predstavo. Je rekel, ja. Ker vedno na nekaj novega pazijo ali pa odkrivajo. In nisem se najedel. Je pa res, da včasih se od premier, ne smeš od premiere dosti pričakovati, generalke. Enkrat sem slišal, da si šele, mislim, 4., 5., 6. ponovitev, takrat je tisto, je to res? Ja. Zdaj, odvisno tudi od dinamike. Se pravi, če ti imaš premiero, pa prvo reprizo naslednji dan, pol pa en mesec nič, pa imaš tretji predstav. Muka, joj, čakaj, kak je, ne? Če pa imaš ti recimo tako, da abonmaje oddelaš 7-8 abonmajev delaš v 12 dneh, pole pa že pravimo, da se usede predstava. Pole pa užitek špila. Oprosti, bi se vrnil samo na prejšnji odgovor. Če se kdaj naješ vloge, najem ne, so pa vloge, ki jih nisem, kako mi niso bili všeč, zaradi predstave, v kateri sem igral. Veš, pač en lik ti je bliže, ali pa samo daj to povej, če se odvisno od kolegov, režije, sama vsebina. Režije vsebina, ja. Včasih režiser hoče preveč delati. Če imaš ti dober tekst, ga samo postavi, ga samo povej. On bi pa reče tu meglo, pa bi tam, pa da bo malo art, pa ne vem kaj, pa še en tekst dodamo, da bo kritika na ono. Stari moj, za si predstavo. In v taki predstavi težko igram. Ampak jaz sem profesionalec in igram. To bi bila vdaja posebej, nekaj to me tudi zelo, ta kemija, če se ustvari povezava z režiserom, vidim, zakaj je tako pomembno. Zadnjič sem gledal, ne vem, Jackson, ko je za Gospodara prstanov, ne vem, tam so samo sprehod Sarumana, je pravi, Christopher Lee rekel, 20krat so moral oditi, pa sem naredil pač, ampak sem smislil, zakaj ne. Drugo, imaš Clint Eastwooda, kot first take, samo prve, on ne dela ponovitev. Pravi si se pa igralec, pravi, ti si čutil, po tvoje je najboljše tako. In on to sprejema. Ja, če se strinja režiser, veš, bo reče, ampak ne. Glej, ti moraš to najlažje, najlepše, če je, tu je slika tvojega lika od režisera, tu je pa recimo tvoja slika lika. In najlepše je, če se poklopita. Ti dve, če bi to dve lučki bili, tu sva že bliže, tu v tem delu v preseku se strinjava z likom, ampak jaz ga malo drugače vidim, reče režiser. Ko se to poklopi, pole najlepše. To je verjetno normalno, da imaš ti tudi že svoje ljubše pa manj ljube režiserje. Verjetno, ko že zveš, da pač to bo mogoče malo, tu boste nekje skupaj. Še to, malo še nekaj časa, recimo 10 minut. Pa še malo spijem. Malo spijo vse, ali pa greva malo čez, bo videla, ker je toliko vprašanj še. Ta bioritem, jaz sem igralec kot človek. Tu imaš vaje, potem si poln adrenalina, ne moraš takoj zaspati. Kako vpliva vse to, ta karijera na bioritem? Lahko čuvaš spanje, počitek, ali imaš popolnoma, ne vem, drugačnega kot tudi znotraj družina, ali se to ujame, lahko kompenziraš, skratka, v bioritmu me malo zanima. Kako to uspeš? Pri bioritmu igralca najbolj nacrkajo, da ne bom močnejše besede uporabljal, družina. Zdaj, če oni razumejo in hvala Bogu, moja družina, oba otroka razumeta, žena seveda razume, ker tudi igralka, sta pač v tem sta odraščala in ne bo to ob 7 vstala, bo to ob 10 vstala. Ne, boste vstala ob 7, samo boste sama šla v šolo, recimo. A ja, starši, da ne bojo vstali. Ne, mi smo tudi ob 6 vstanemo, tudi če imamo do enih predstav.
starš si, veš. Ne vem, To gre? tudi na hitro, ja, mora greti, veš. Ne, saj to, veš, zato ta bioritem te ubija, ampak se ga navadiš, mislim, navadiš. Jaz recimo imam problem s spanjem, ne. Če je kaj, ki me navduši, če je kaj, ali pa intrigira, ali pa mi ne gre, malo težje spim. Vsake toliko časa sanjaš kaj v zvezi s tem. Sem neko regeneracijo zopet, Ja, najdeš Kreta, svoj recept. 3 tedne Krete, če se da. Prejšnje poletje je Maša delala v Dubrovniku predstavo, ko smo bili koproducent, Varaždin, HNK Varaždin, SNG Drama Maribor pa Dubrovačko leto in je ona delala tam en mesec, so bili v Dubrovniku, so delali predstavo Medeja, odlična predstava, priporočam. Vsake toliko časa pridejo tudi v Maribor igrati, Maribor Varaždin in poleti grejo spet v Dubrovnik, bodo še par ponovitev imeli in nismo mogli iti na Kreto. Pozna se. V letnem bioritmu se nama pozna. Nismo imeli tistih 3 tedne vegetacije, kot mi jo pravijo. To je fajn, ko se ti... Energija akumulira spet. Ja. Tako da pač ne vem, zdaj jaz v bistvu ne vem, kako je, če si ti v pisarni od 7 do 3, pa imaš vsak dan isti, ne? Ker sem živel čist drugo življenje do zdaj, pa ga bom najbrž do penzije. Tako živel, ampak navadi se. Se že veseliš, da te bo v prihodnosti napovedana kakšna vloga, ki te bo zopet izmozgavala, da se jih boš moral predati? Je kaj napovedano? Veš, kaj se veselim? Mislim, veselim, upam. Zdaj, ni na vidiku ta trenutek eno dobro komedijo. Prej sem delal 14 let v Kopru in sem glavno komedijo igral. Tartufo, čaka, Molière? Ja, pri Tartufu sem zraven. Ampak je Diego de Breja ni naredil komedije, ki bi bila Urnebesna ali pa je bolj proti drami šel. Tako da tam se nisem tega nakomedijiral. Eno res dobro komedijo, ker pravim, prej sem delal 14 let v Kopru in sem v glavno komedijo igral in sem si želel kakšne bolj resne, malo več resnih vlog, saj sem igral tam tudi resne. Zdaj tu v Drami Maribor, ko sem že 9. leto, igramo bolj mešano. Ampak že dolgo nisem bil v neki komediji tak, da bi bila res... Je prav kateri lik, kateri karakter, v katerem delu, ki si ga res želiš, da bi te našel? Ja, ne vem. Karakter ti pride pol z študijem, ne? Ampak, zdaj se bom sam vprašal, kjer predstavo bi zdaj takoj najrajši igral Popolni tujci. Ki je v bistvu komična drama, ampak tam vsi blazno uživamo. Tudi ko je razpisana, se takoj karte prodajo. Zdaj že dolgo nismo igrali in evo, to bi pa rad igral. Te bi zanimal tudi režiserski prijem tega, ali se zadovoljuješ s tem, da tako, če se... Če bi mi na sprejemnih recimo rekli, za igralca nisi, bi pa bil lahko režiser, bi rekel, okej. Ja, sem režiral, v bistvu ljubiteljsko, mogoče že 35 predstav sem ziher zrežiral. A že? Ja, ampak z ljubitelji. Profesionalne predstave nisem režiral in ja, blazno me veseli. Recimo, zdaj mogoče nekaj hitrejši vprašanj, ker mi je toliko zanimivega v zvezi s tem. Ko zdaj poučuješ kot pedagog tudi na tej srednji šoli v Ljutomeru, kaj je prvo, kaj hočeš, da najprej odnesejo, kaj je tisto sporočilo srednješolcem, da si res morajo zapomniti? Kaj želiš, da jim predaš kot res maksimo od nekih postolatov? Samozavest. Ja, pa sproščenost. Drugače. Pa dovolj si zorni kot gledanja tak. Ne tak. In to je najtežje. Mi se ukvarjamo prva 2 meseca, se najbolj ukvarjam z dijaki s tem, da jim nekako probam razložiti in da oni tudi to razumejo, da ni napačnega odgovora ali pa napačne stvari. Zanimivo. Pri tem predmetu. Ni 3,6 pravilno, 3,5 pa nepravilno, da lahko na glas nekaj povejo.
S tem imam največ problemov, da je odpiranje. Odpri mladega človeka in da jim nekako razložim, da ni katastrofa, če nekaj jasno in glasno poveš in da te slišijo. Aha. Ker vsi smo, ja, vsi si povedala glasno. Ne, nisi glasno povedala, ne? Ker so vsi na teh tihih stvari, ki se jim reče, ne vem, računalnik, telefon in tako naprej. Ja, to ni poklic za introverte, ne? Ti moraš biti pripravljen, tako si rekel, razdajati se. Jaz sem vedno ponavljal, lahko imate najboljšo idejo, ne kot igralec, kot inženir, ne vem, kot letalski inženir, kot modni kreator, lahko imaš najboljšo idejo. Če jo ti jasno in glasno ne prezentiraš, je nisi imel, je nisi mogel prodati, ne obstaja ta ideja. In škoda je, zaradi ne vem nekih, narodno mi je, ne, in na koncu leta, v drugem letniku imamo ta predmet, na koncu leta je moja zmaga, če so vsi glasni, artikulirani in da jim domišljija dela na odru. Zdaj, da ni pritiska, da ni prav narobe, ampak jaz jim samo rečem, piči Miki. Pičite, kaj ti prvo pride na misel z soigralcem, ko improvizirava, ker je tu tak predmet, da moraš improvizirati, naredi. Ne razmišljati, čakaj, a bo to, si že zamudil, naredi, hipno reagirajte. Poslušaj ga, glej soigralca in če bo on ti jezno nekaj rekel, mu ti se odzove na tisto, kar se pravi, ti nimaš vnaprej nekega vodila zadanega, ko si improvizator. Pravim, bili ste nekaj časa celo glavni v Sloveniji v improligi ali pa tudi kot improvizatorji. Ti, tudi če bo ta improvizacija šla enkrat, dvakrat, trikrat zaporedoma večere, bo lahko odziv drugi večer drugačen, tretji večer zopet drugačen, ker to je bistvo improvizacije. Ne? Ti samo dovoliš, da gre iz tebe, da vem, kar je v tistem. Jaz si vedno ponavljam dijakom, ne razmišljaj, kako se bo končal prizor. Oba sta zgubila. Mislim, zgubljena sta pol oba. To je kot hoja. Leva noga stopi in desna noga. Ne razmišljaj za 3 korake leve noge naprej, ko boš padel. Se pravi, jaz nekaj povem in reakcijo od soigralca dobim. In potem na to reakcijo jaz reagiram. Zato mi je tako fajn bilo, ko si prej rekel, da je to tisto fokus. Tudi, ko imaš slab dan, ti ne smeš razmišljati, ker imam slab dan, kako bo na koncu predstave, kako bo to zopet uro pa pol. Fokus je na tem, prvi korak, potem drugi korak. Ti se moraš fokusirati na to, kar je pred tabo, v tem trenutku. Nič druga, ne naprej. Zdaj mi je primer padel na pamet. Atletika, 110 ovire. Ali pa 100 ovire, če ženske laufajo. Če ti gledaš drugo oviro, če gledaš, boš čez prvo padel. To je improvizacija. Odlična analogija. Najprej prva ovira, ok, imam ravnotežje, dobro, zdaj je pa druga ovira. Ampak drugo oviro pogledam šele takrat, ko imam to zamašno nogo, je zdaj stojna, sem v ravnotežju, ok, druga ovira. Potem je ciljna črta. Odlično. To mi je zelo všeč, ta analogija s tem šprintom na 110 ovire, ker mislim, da zadane bistvo. Če naslednje kratko vprašanje, kdo je tvoj igralski alter ego? Lahko ga bi tako, ne kot vzor, ampak če bi to bil jaz ali pa ta je pa res, ne vem, tisto, kar je, na nek način igralski realnost. To me večkrat kdo vpraša, pa nikoli nisem enoznačenega odgovora. Prej sem Christopherja Lloyda omenil, pa Rovana Atkinsona. Pa še enega bom, žal že pokojnega, Danilo Bata Stojković. Legenda. Pa lahko bi jih še naštel, ne vem, Tim Roth recimo. Christopher Waltz. Ta pa je v zadnjem času. Pri Neslavnih barabah. Za njega bilo pisano. Jaz nisem dihal, ko sem gledal prvi prizor onega gestapovca, oziroma ne gestapovca, SS-ovca, ko ga je igral. In si rekel, kdo je to? Takrat sem ga prvič videl, recimo. Zdaj izpostaviti, oni so mi blazno fascinantni.
Da bi pa bil tako, on pa ni tega. Ker moram biti ne moreš, Gorazd. ti moraš biti Gorazd. Ja. Pa tudi, recimo ta prijem, ko ga gledal sem Daniela Day-Lewisa, ko ne more z vloge, oziroma on tudi sem videl, ko so imeli med snemanjem pauzo, pa so jedli, on je bil oblečen in govoril pa vse del. Oni so ga že, drugi so igralci, so rekli, se z njim ne moreš pogovarjati, niti je normalno, ker on ostane v vlogi. Je celo do nekega konflikta malega prišlo, ker je tak metodičen karakterni igralec, da zato tudi tako malo vlog sprejme, ker diha, živi tudi zunaj snemanja to. To tudi ni, ne? To jaz ne podpiram, oziroma ne sprejmem to kot dober pristop. Zaradi mentalne higiene svoje. Tudi recimo, zdaj imam prstan, poročni prstan. V gledališču, na predstavi ga nimam. Tudi če sem poročen, lik, pa imam poročni prstan, prosim, naj mi dajo službeni prstan. Ker do nekje je Hamlet, od tu naprej, od aplauza, od priklona naprej je pa Gorazd. En režiser je bil, enkrat imel idejo, je bila taka zelo alternativna predstava Kralja Lira smo igrali in je hotel, da bi prišli privat oblečeni. Se pravi, kako se tisto jutro obleče, zvečer imaš predstavo, priješ pa odšpilaš, da ni kostumov. Pa sem rekel, oprosti, samo ne. Jaz, gled, zdaj sem tako oblečen, to bom jaz zdaj slekel, pa dal gledališču, pa bo to, je moje, pa bo moje, ampak, zakaj, to ti je zdaj škoda, sem rekel, ne, zaradi tega, zaradi te meje, do tu je kostum, od tu naprej je moje privat oblačilo. In takrat sem bil fejs na začetku karijere, mogoče 4-5 let sem bil igralec. In sem rekel, to moram povedati, ker me res bo peklo, ne bom mogel, bolj bo šlo samo še naprej, ne vem, boš moral ne vem kaj za vlogo narediti. Ne, če ti nisi sposoben odigrati vloge, ko je moraš živeti, to je nevarno. In zanimivo, vsi igralci so me podprli, starejši igralci od mene. To je bilo v Kranjskem gledališču. Ne samo, da je življenjsko, to je enostavno profesionalno. Dve kratki vprašanji. Verjameš Faustovsko pogodbo, ko jo sklenejo kakšni igralci? Recimo Christian Bale se je zahvalil Satanu za neko nagrado, ki jo dobil, da mu je dal inspiracijo za tisto vlogo. Doživite kaj tudi čudnega včasih? Ali je kdo pripravljen? On že ve, zakaj se je to. Ne, jaz mislim, da je to malo PR ali pa malo... Ni zaslava tako sladka ali pa skušnjava tako velika, da je nekdo pripravljen tudi reči, ne, jaz bom gari, ne vem, se pustil, ne vem, neki inspiraciji, ne vem, kogarkoli, da niti ne vem, kako bom tisto odigral, se še tale pevka, Beyoncé je rekla, ko sem na stageu, na odru, nisem jaz, Beyoncé, ampak sem Saša. Pravi, tako kot se obnašam, se jaz ne bi, Ona je rekla, takrat me prevzame nekaj drugega. Verjameš, da je to med igralci, ne če si ti, ampak da je to med igralci tudi. Jaz ne bi mogel Gorazda igrati. Ne, boj ti. Ne, Gorazd sem doma. Gorazd sem s tabo, ko se pogovarjava. Gorazda ne bom, na oder ga ne bom dal. Mogoče sem nesramen, samo ni Gorazd za vse. Bravo. Moj lik, ki ga igram, je za vse, ki pride v gledališče, za Gorazda pa pardon, ga bom imel za sebe. Potem se meja naenkrat malo prepleta, potem je pa ni, potem pa si šizofrenik. To je pač moja filozofija. Vajni otroci oziroma otroci nasploh, to je kakšen dodaten veliko za njih, ugodnost, da so starši igralci, zahtevajo, da kaj igrata doma, tudi privata. Imate dosti krat igre tudi doma? Ko sta bila še mlajša v osnovni šoli, njima je bilo grozno, ko sem bil
kako so me vsi, takrat je bila Lepo je biti sosed serija zelo popularna in jima je bilo fejst ne fajn, da me si beno, ne, to jim je bilo grozno. Ste mi rekla, a ti daj Tinaju pred šolo, da je ven, pa gremo vsa, pa ne pomagamo od copatke, ne, in jim je bilo grozno. Niti niste gledala, še zdaj ne. Ne vem, če ste eno epizodo, 2 maksimum pogledala. Verjamem. Tako to, da ni zdaj, ja. Ena anekdota, Blaž Valič, moj sošolec z akademije, od Dareta Valiča sin, pokojnega je žal, zelo sem ga imel rad, 2 predstavi špilala skupaj, kar sem bil. Je rekel, Blaž Valič, se pravi njegov sin, ne? Je rekel, stari moj, v 6. razredu, Jugoslavija še bila, in to se spomnim, v nedeljo zvečer je bil jugoslovanski film, ne, ob 8. In pravi, zvečer je bil film slovenski in ena scena je bila Zvezdana Mlakar, pa moj stari, je rekel, moj oče, ne, Dare Valič, se v eni sceni na ful seksata, na ful. Samo tako pogledam, jaz pa 6. razred osnovne šole, pravi Blaž, ne, tako pogledam pa rečem, a res moreš, jaz jutri grem v šolo, pa kaj sta, je rekel, glej, ja, to tak je, ne. In je rekel, jaz grem, zamudil bom malo, da me ne bodo na dvorišču že vsi, ne. In zamudim, 2-3 minute, vsi so noter, ok, prijem učiteljca, prijem razred, zdaj se usedem, in zraven sošolec, Blaž, ja, si gledal včeraj film, daj, glej, matematiko zdaj imam, ja, si gledal film, ja, gledal sem, tvoj oče je z eno gospo ful seksal, je rekel, ja, vem, ja, pa mama to ve. Je rekel, ja, ve, to je igralski poklic. In tudi on je rekel, jaz sem rekel, zakaj si igralec, ne. Potem pa odrastejo, zdaj ste že 22 po 20 let stara in se mi zdi, da imajo fajn. Mislim, ne zdaj, da je, wow, oče igralec, ampak da imajo čisto v redu. Na začetku pa verjamem, da nisem otorokom prav, da si igralec. Samo zadnje vprašanje. Pred kratkim sem imel rojstni dan, torej vse najboljše. Ja, enako, tudi tebi. Števec gre, hvala lepa. Bi zdaj lažje že kaj igral vlogo, v katerem je igral moškega, ki je preživljal ali pa preživel krizo srednjih let. Si jo imel ali se lahko lažje živiš? Hoče malo to insinuirati. Moški? Tudi imamo. Ja, seveda, ja. Motor vozim, ja, imamo. Res, tudi isto. Resno? Ja, nazaj sem kupil Moto Guzzi, zelo lep, tak retro, ja. Ne, zafrkavaš, res? Bober Sport V9, ja. V7, ti imaš V9? Ja. Daj greva enkrat skupaj. Ideva, obljubim, evo pred kamerem. Moto Guzzi. Bober Sport V9, Stone, jaz imam Stone V7. Wow, ti imaš res. Stone imaš? Ja. Super. Ja, krasno. Mislim, gledaj, zdaj pa moramo si iti pokazati slike, tako da, zdaj moramo končati, ker gremo na motorje. Ja, čakam se za Ja, tako da, ja, zdaj, če bi znal igrati, ja, bi se potrudil, ampak, ja. To je bilo vprašanje, ne? To je bilo vprašanje, ne. Spreminjamo se, ne, tudi biološko, v psihologiji in na nek način tudi barve, ja. In ko igramo vloge, so na mene zdaj lažje, ko bi mlado mi teže in tudi obratno. Ampak vse nam je pač dan, ta čas, ki je pa. Jaz sem se sprijaznil kar nekaj časa že nazaj, da več salto nazaj ne morem narediti in zakaj bi jo delal, zato so mladi igralci. Ja, sem pa že skakal dol, pa ne vem kaj se, zato ko sem bil mlad. Zdaj te pa dejansko čakajo te pravi, mislim, da bom rekel, da ne, še tiste vloge, pa že nekega moškega, ki je, ne bo rekel starost, ampak nekaj, ki izžareva tudi modrost. Svetovna in slovenska, pač nasplošno dramatika je pisana bolj na teh, bolj markantne vloge so malo starejših, ali kraljev, voditeljev, nekih, ja. Želim ti še dosti dobrih vlog. Najlepše hvala za vabilo. Bilo je fajn. Drugič, hoče nas še nadaljujejo, vprašanje dosti. Po vsaj enem krogu velikem z motorji. To pa zdaj nam priča, da moramo enkrat skupaj narediti eno turo. Zgučano. Najlepša hvala te. Hvala tudi vam, lepo se imejte. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, to je bila oddaja neposredno, kjer smo gostili igralca Gorazda Žilovca. Lepo pozdravljeni.